Lepo pozdravljeni v tokratnem podcastu Zevo. Danes ne gostim samo reperke, gostim umetnico, ki govori o perfekciji, ampak v resnici pa opeva imperfekcijo. Govori o samozavesti, ampak je do nje prišla skozi izbruhe, razhode, dvome in tudi surovost. Danes me zanima, kdo je v resnici Masaja. Živjo! Čau, Eva. Dobrodošla pri nas. Hvala lepa. Vesela sem, da si vzela čas, da bova lahko majčkeno poklepetali in predvsem, da nas mogoče v tej uri še nekoliko bolj spustiš v svoj svet. Z veseljem. Če sem na začetku rekla, da govoriš o perfektnem dizajnu, po drugi strani pa upevaš to imperfekcijo. Kako gre to zdaj skupaj? Pa ja, mislim, da ljudje, še posebej danes smo naravnani k temu, da rabi biti vse spotless oziroma brez nekih napak. Ampak čisto zares je to, kar te dela unikatnega, ne? In vse stvari, ki so nam bile dane v življenju kot ovire, kot prepreke, v bistvu ugotoviš, da te je to sestavilo v to, kar si zdaj, in to rabiš nositi s ponosom, z glavo dvignjeno gor. Če si drugačen, še toliko boljše, tako da jaz temu rečem perfekcija, ne. Sama sem tudi ful perfekcionistka v svoji glasbi in se mi zdi, da včasih si preveč zadam tega, da res rabi biti 1000-krat pregledan komad, ko v bistvu v unem momentu, ko je napisan in če je dober, če ga napišeš s srcem in imaš uni moment, ok, to je hudo. Mislim, da se že takrat zgodi ta čar tega, da je stvar dobra, ne. Dober primer je, naprimer, Ni panike, ne, ki je bil tak komad, da se je res primil publike in je bil moj prvi vstop v to, da je nek komad eksplodiral. Čisto zares, zdaj, ko poslušam demo, si mislim, a iz tega je nastal moj največji hit, ne. Tako da je ful zanimivo, kako si ljudje včasih preveč kompliciramo life. In se samo rabimo zavedati, da ne rabi biti vse tako perfektno, ker v bistvu folk čuti to, da je nekaj pristno. Sploh verjetno zdaj v dobi, ko je še toliko bolj vse z umetno inteligenco povezano in tako kot si rekla, ne, ta perfekcija na vsakem področju. Ko odpreš Instagram, imaš občutek, da je vse tako zelo lepo in popolno, ne? Ja, pa te standardi lepote in to, kako je danes vse to dosegljivo, ne, to neko popravljanje svojega ali obraza ali česarkoli. Mislim, jaz to bom vedno podpirala, jaz mislim, da človek rabi narediti to, da je srečen, če ga to srečuje definitivno, ampak nočem pa, da ljudje mislijo, da to rabijo delati, zato da so sprejeti v družbi, ne. Za druge, ne? Zato, da bojo navzven tudi oni popolni na nek način. Ja, tako, ne? Zdaj, v bistvu, ne, ta imperfekcija, ki jo opisuješ, se pravi to, da smo lahko unikatni in drugačni in zaradi tega posebni. Po drugi strani pa ta perfekcionizem v tebi mi je v bistvu po eni strani to na nek način zelo zanimivo, ker bi človek rekel, da potem tudi pri nastajanju pesmi kakšno stvar prepustiš nekemu naključju ali pa recimo sami organizaciji, ne vem, ko pride do organizacije koncerta in tako naprej, ampak tam pa ni glih zelo veliko prostora za to, da bi bilo pa kaj lahko tudi malo drugače. Ali zdaj že? Dobro si rekla, ja, pač mogoče si ne dovolim placa za imperfekcije tlele, ne, ampak čisto zares se učim, mislim, ful sem mlada, ne, tako da se učim postopoma se zavedati, da je čar tudi v tem rock'n'rollu in da včasih pač ne moreš biti pripravljena vse, se rabiš prepustiti toku in tako, se mi zdi, da mi gre dobro. A bi lahko zase rekla, da si že od nekdaj bila tako perfekcionist, pa mogoče tudi tako zelo samokritična? Ja, še posebej zaradi tega, ker nekako nisem nikoli spadala v nobeno družbo, tako da sem vedno v bistvu ali bila kritizirana, ali pa sem sama sebi bila največji kritik. Tako da bi rekla, da se je to razvilo skozi to, da sem že od malega delala muziko in hotela, da ona odraža mene. Da ne rabim se jaz razlagati, ampak da muzika govori zase. In ko toliko prepustiš svoje umetnosti, se mi zdi, da potem pač še dodatno težo ji daš, da rabi biti več kot lahko besede povejo. Tako da, ja, bi rekla, da ja.
Zdaj, rekla si, mlada sem že začela ustvarjati, govoriva v katerih letih? Kdaj se spomniš? Pri 10. Pri 10 sem začela pisati komade, ja. Na kitaro in malo v angleščini, malo v slovenščini, mešanica med rapom in popom. Ampak pa sem se dobesedno našla in znašla noter v rapu kot nek zvok tega, kar sem jaz potrebovala kot mlada, upornica ali uličarka ali kakorkoli bomo temu rekli. In v bistvu ja, od 10. leta ustvarjam. Se spomniš trenutka, ko si, ne vem, prvič zapisala neke rime na papir? Ja, ta prvikrat, ko sem napisala neke rime, je bilo v bistvu moji mami, še pred 10 letom. Mislim, da je bil ravno dan žena in da sem mi napisala na en strgan, kot da bi rekla platnico, koledarja, veš, da je bila plastificirana in sem z vodoodpornim gor pisala, tako da tudi napake so prečrtane. Ker nisi mogla popraviti. Ker nisem mogla zbrisati. In še zdaj imam ta naslovnico tega koledarja popisano doma. Tako da mi je vedno dobro pogledati za nazaj in si reči, no, wow, ok, že ful mlada sem v bistvu iskala rime, meni je bilo to vedno ful zanimivo, ko nek sudoku ali nek tetris, besedni varianta. To zlaganje zlogov in iskanje perfektnih ritmov znotraj določenega takta, to mi je ful zanimivo in zato ljubim muziko, ker me vsakič znova, z vsakim novim bitom, ki ga dobim, me testira in se ponovno sprobam, kako sem dobra in poizkusim svoje vrline, ne. Kako pa je potem šlo v šoli, kakšno pisanje esejev in podobno? Dobro, to mi je šlo vedno od rok. Si veliko brala? Pa ne bi rekla, da sem toliko brala, kot sem imela rada poezijo in jo tudi sama pisala, posledično nisem imela težav pri branju. Se spomnim to, ko je bilo treba brati na glas v osnovni šoli, to me nikoli ni motilo. Pa lepo mi je v bistvu brati na glas še dan danes. Se mi zdi to kot neko izražanje ljubezni. Ne vem, če partnerju, na primer, bereš, to je ful, tako, se mi zdi ful lepa zadeva, ki se ful premalo krat dela. Tako da v bistvu vedno več berem. Vem, da mama je bila tista, ki mi je govorila dok je bila bralna značka, sem jo delala, ne, ampak tako z muko. In ko se je bralna značka končala, ko smo jo lahko končali, sem jaz takoj opustila bralno značko. In moja mama, ki je ful brala v njenem življenju, mi je vedno govorila, da bi rabila več brati. Moj tata pa je bil ful tak flegmatik in ful me je podpiral vsemu. V bistvu res sem pri njemu imela največje zatočišče. In je vedno bil se bo začela brati, ko bo hotela brati. Tako da ne silimo jo. In zdaj se mi to ful odpira. Trenutno berem od Marlence 33, to ni le še ena zgodba o kaminu in se smejem, ful dobra, tako priporočam. Zdaj, omenila si drugačnost, omenila si, da je pač tvoje otroštvo bilo zaznamovano tudi s tem, da nisi v nobeno skupino oziroma nikamor pripadala. Kako bi rekla, da se spominjaš teh, mogoče to so verjetno osnovnošolska že bila leta, si mislim. Kaj je tisto, kar bi danes recimo ne naredila drugače, ampak da danes s to modrostjo, ki jo imaš zdaj pri teh letih, gledaš drugače, kot si takrat? Kaj je bilo tisto takrat, kaj je najbolj bolelo? Veš, da čisto zares ne bi nič spremenila. Tudi zdaj v albumu imam ta komad, ki je naslov 1X, ki pomeni še enkrat, v bistvu enkrat. In v komadu rečem, da vse naredila bi še enkrat. In kako je muzika, ta komad si lahko vsak interpretira po svoje v stilu, ali je to namenjeno partnerju, neki ljubezni, bilo kakšni. Ampak jaz v bistvu sem napisala ta komad za muziko. Kot neko ljubezensko pismo glasbi. In že od malega sem bila ful spiritualna, ful sem vedno bila povezana z Bogom in sem se vedno dosti pogovarjala sama s sabo in ni, da ki bi karkoli spremenila. Ko gledam za nazaj, sem vedno imela ta, dajmo reči, jajca za se postaviti zase in tudi če me pač so zmerjali ali karkoli, sem vedela sama pri sebi, da je normalno, zato ker če ti je nekaj tuje in nimaš še te empatije razvite, potem
preprosto je za pričakovati od ljudi, da nimajo vsi te empatije razvite in je normalno to, še posebej v osnovni šoli se mi zdi, da pač otroci, tako kot so krasni, znajo biti tudi zlobni, ne. Jaz tudi sem naredila kakšne stvari kdaj, na katere nisem ponosna. Včasih si toliko bulit, da rataš še sam malo buli. In čisto zares sem ko sem šla v srednjo šolo, sem si rekla, da pač ne bom skrivala, da sem lezbika in da bom to pač, če me bo kdo vprašal, bom povedala. Ampak pol v srednji šoli sploh nisem imela problemov s tem. Tako, sovrstniki, starejšimi, z mlajšimi, nikoli ni bila težava med srednješolci oziroma ostalimi dijaki. Bolj sem imela probleme s kakšnimi profesorji, ki mene niso učili, ker me niso poznali mojega karakterja in delovnih navad. Drugače so pa moji profesorji in še zdaj imam z njimi ful dober odnos. Tako, še z ravnateljem, STŠ gang, srednja tehnička šola v Kopru. Je bila res tako ful dobra življenjska točka in z veseljem se spominjam časov srednje šole. Človek bi lahko rekel, da v bistvu dobimo neko nalepko vnaprej, brez da nas nekdo dejansko spozna in si ustvari na podlagi nekih izkušenj mnenje v nas, ampak ta je takšna nalepka in to je to, ne? In verjetno si bila tega deležna velikokrat, sploh to zdaj, ko opisuješ, ne pri svojih profesorjih, ampak drugot, ne? Ja, tudi valjda. pri vrstnikih. Mislim, hočeš nočeš, ljudje sodijo in sodimo po eksteriorju, ne? Samo pač rabiš to razumeti, ne? To je del tega. Pri tebi je meni ves čas zelo zanimiva ena stvar in to je ta, da v bistvu je ta nek tvoj vizualnost, pa mogoče skozi besedila. Imamo o tebi lahko eno prepričanje, da si surova, da si močna, da si tough, da tebi pa res nič ne more do živega, da ne vem, si mal ne, ta rap scena, kot jo gledamo recimo v tujini, po drugi strani pa tako zelo krhka. In se mi zdi, da Pa ne bi rekla, da sem krhka, iskreno. ne, Ne, rekla bi samo, da sem človek, ki si upa nositi srce tako na odprtem, pač na pladnju. In to ne pomeni, da si krhek, to pomeni, da si močnejši od ostalih. a bi potem rekla, da si lahko tudi zelo nežna? To bi rekla. Ja, sem Rekla bi, mogoče da malo sem napačna nežna, beseda. ne bi pa rekla, da sem krhka, zdaleč ne. Ker kot ženska v repu, če si krhka, Ne prideš daleč? ne. Super iztočnico si mi zdaj dala, ženska v repu, pa jaz bi k temu dodala mogoče še z obale, če ima to kakršenkoli sploh pomen. Kaj je ženski v repu težje, kot če si moški? Ma čisto zares, lej, so plusi in so minusi, ne. Plus je ta, da nas ni, ne. Tako da v bistvu, če si pridna in če si vztrajna, lahko dosti hitreje izstopaš in posledično mogoče se te tuji ljudje zapomnejo, ne. Fantje imajo tle težjo nalogo, zato ker jih je preprosto več, ne. Barva vokala je pol tista, ki tudi dosti bolj izstopa, lažje mogoče delaš neka sodelovanja, ki so malo izven škatle, ne, outside of the box, ker se mi zdi, da pač si kot ustvarjalka upam tudi imeti to plat, ki je melodična, ne samo rap, sicer iz tega izhajam, ampak se mi zdi, da lih to je point umetnika, da se razvija vsakič znova in da probam in da poskušam se razvija tudi v teh nekih pevskih vodah, sicer jaz pevka nikoli nočem biti, hočem biti ustvarjalka svojega lastnega žanra, ampak kar pa je težje, pa je definitivno ta predsodek, ne, da kaj je ona rabila narediti, da je zdaj tle. V stilu veš, lahko si tudi pol hitro oklicana kot neka beč, ne, v stilu kao, ta fiks rabi biti svinja, ali karkoli takega. Samo zaradi tega, ker valjda je nek predsodek, čim si ženska in si uspešna, bi rekla, da je tako, da prežijo na tabo oči, zakaj, ne pa jasno, ja, ok, valjda. Veš, kaj mislim? Ja, vem. Že mogoče, če bi bilo vprašanje, na kakšen način ali pa kako, je povsem drugače kot pa zakaj. Ja, ampak bi pa rekla, da se ful veselim nove ere, ki se razvija v slovenskem rapu, ker bi si želela inspirirati čim več žensk, da
pomanjšamo to luknjo, ki je pri nas v tem žanru, kar se tiče ženskih ustvarjalk, in se mi zdi, da se to spreminja. In edina razlika tle pri nas je torej tudi ta, da imamo dvojino, kjer se spoli opazijo, ne? Ker nisva mi dva, ampak sva mi dve. Ampak mi dva pa sva, če sem jaz pa fant. In tle ta igra tega, kako poveš stvari, da v bistvu se lahko tudi vsi poistovetijo tej zgodbi. Ker če bi jaz zdaj delala samo besedila o naju dveh, to že avtomatsko in izloči punce in izloči fante. Ampak si upam to tudi delati, valjda. Je pa samo zanimivo to, kako slovenski jezik je ful specifičen, kar se tiče sklanjanja. In mogoče meni včasih pride tudi nasproti pozitivno, ker se mi zdi, da se jaz fanti ful lažje poistovetim kot straight ženska, kar jaz pač nisem, ne. Pač nek pogled skupen imamo, ne, jaz in momci. Tako da, pol mogoče imam jaz tle to lažjo pot na nek način. Tako da to je ful zanimivo, ne, te nianse sklanjanja slovenske slovnice. Kako pa so te recimo v ta rap svet, v ta rap krog recimo sprejeli tvoji starejši moški kolegi recimo? Ful dobro. Ker se mi zdi, da v rapu je tudi ful pomembno, koliko si dober in koliko si skilled. In se spomnim, ko sem bila jaz tako 16-17, so me ful hitro fantje sprejeli, zaradi tega, ker preprosto smo ustvarjali skupaj, bil je flow, vsi smo drug drugega, na nek način, veš, občuduješ so artiste, ki te inspirirajo in ki so dobri, tako da v rapu se mi zdi, da je to ful tako podpora. Ne bi rekla, da je problem med drugimi avtorji, bolj je problem pač pri ljudeh, ki ne razumejo tega žanra toliko, veš. Tako, pač ni problem ženska reperka, moški reper. Publika je tista, ki to obsoja. Pa je v Sloveniji dovolj publike za recimo rap kot tak, da bi recimo, tako kot sva prej rekli, da bi se še več žensk pogumilo in tako, je dovolj neke ciljne publike rapa pri nas? Jaz bi rekla, da ja, pa tudi delam na temu, da se to razširi, ne. Čisto zares rap je ful dober žanr in je hip-hop tudi najdlje trajajoči žanr, ko govorimo o širnem svetu, ki je konstantno na nekem vrhuncu poslušanosti. Pri nas se to še razvija, ampak ravno zaradi tega, ker mogoče nam primanjkuje malo diverzitete. In se mi zdi, da zdaj, ko se tudi moj Gen Z vklaplja v to, bo te diverzitete ful več in si bodo artisti upali biti in melodični in delati sodelovanja, ki niso na prvo žogo, sodelovanja v drugih žanrih. In se mi zdi, da je to ful nekaj, kar se še pri nas rabi razviti, ampak se razvija in mislim, da bo vedno več publike za rap. In jaz tudi se ne mislim ustaviti, dokler nismo rap na vrhuncu. S tvojo prepoznavnostjo, s tvojim uspehom je seveda prišlo tudi do tega, da si morda marsikakšnemu najstniku, najstnici vzornica, da si želi iti po tvojih poteh ali pa da te občuduje na način, jaz bi tudi bila takšna in tako. Koliko se sama recimo zavedaš te odgovornosti na nek način? Na nek način se ne, veš kaj mislim, ker delam za ono malo Mijo, ki je rabila to glasbo. In še zdaj, vedno, ko ustvarjam, delam zase. Primarno rabim pač jaz dati neka čustva ven na papir. In zdaj razmišljati o tem, komu bom inspiracija, zakaj, ni dobro vodilo za glasbenika, se mi zdi. In še posebej ne za hip-hoperja, zaradi tega, ker naš žanr ni nikoli bil namenjen temu, da se posluša to med zelo mladimi ljudmi, sicer hvala Bogu, da se, ker potem tudi te mladi ljudje dobijo ful hitreje hrbtenico in samozavest. Vem, da jaz sem znala rap albume na pamet že pri 10, 11, 12, takrat sem res se zaljubila v ta žanr. Hvala Bogu, moji doma so imeli ogromno CD-jev, od Snoop Dogga do Lauryn Hill in raznih, ne vem, Outkast in tako. Tako da jaz mislim, da je to lahko samo dobra stvar, in da starši se rabijo zavedati, da če ne bo doma, bo pa pač na ulici. Ali preklinjala, delala pač pizdarije, ne, pardon. Tako da
Da je to nekaj, kar je del odraščanja? Itak, da je upornost in uporništvo in jaz mislim, da je to samo dobro, ker svet te ne zavija v vato. Še posebej pol, ko odrasteš, tako da se mi zdi ta žanr res dober za mladino, da se zaveda, kaj te čaka. In ljudje, ki pišemo rap tekste, ki so pristni, ki ne delamo to iz neke fasade, to je samo zajebancija, ampak to je dejansko moje življenje, je pozitivno zaradi tega, ker nekdo to sliši in ali se najde noter, ali pa se mogoče tudi zave, kakšne okoliščine bi lahko imel, če. Ne? Tako da jaz mislim, da je to dobro, ampak se ne oziram na to, če bi bila inspiracija. Bolj se oziram na to, da delam nekaj, kar čutim, da rabim dati ven. Prej si omenila, da si imela vedno podporo pri očetu, v smislu, da je verjetno tudi on bil tisti, ki je kakšno stvar mogoče, ne bom rekla spregledal, ampak bolj razumel kot kdorkoli drug okoli tebe. Kaj bi pa rekla, da je tisto, kar recimo si pri njem vedno vedela, da lahko dobiš poleg tega? Poleg tega? Ja, se pravi, te neke podpore in brezmejne sprejetosti. Kaj je bilo tisto, kar ti je on recimo še, ne vem, te je naučil kakšne takšne stvari? Mir, modrost. To mi je dal tata ful. Meni je dal tako res ogromno enih stvari. In še zdaj mi jih daje. S tem, da mi pošilja njegovo energijo, ne? In da mi izpolnjuje blagoslove, da me čuva kot nek angel nad mano. Se mi zdi, da to je nekaj, kar niti ne znam opisati, kaj mi vse dal. Jaz mislim, da ti vsak starš ogromno da, samo rabiš se zavedati tega, kaj ti da. Tudi če imaš težke odnose s starši, niso vedno lepi, to ti tudi da ogromno, ne? Pri njemu jaz sem res imela vedno neko potuho na nek način in potem, ko sem ga izgubila, sem izgubila tudi ta najbolj soft part of life in sem ostala nekako brez te potuhe. Tako da, veš, se mi zdi, da vse je z nekim razlogom in v vsaki stvari rabiš najti nekaj, kar ti da nekaj vedeti, da pač okej, to je moja lekcija v življenju in to rabim vzeti na pozitiven način, ker če bomo gledali vedno skozi prizmo negative, potem ostaneš na enem mestu ali pa zabredeš v ali depresijo ali v substance ali kamorkoli, kjer ni dobro zate, da se razvijaš dalje kot človek. Tako da jaz bi rekla, da sem od njega vedno dobila nekaj pozitivnega in še zdaj. Rekla si, da ti še vedno to pošilja, da ga verjetno na nek način ga še vedno čutiš, da je s tabo. Kdaj recimo? A imaš kakšne takšne, ne vem, rituale, da se z njim še vedno pogovarjaš? Ja, jaz bi rekla, da skoraj vsak dan. Skoraj vsak dan. Ali je to po noči, preden grem spat, ali je to tekom dneva, ko ne morem več, ko imam preveč na glavi, na svojih ramenih. Jaz si vedno tako vzamem sekundo, da pogledam v nebo in si rečem, hvala, ker me čuvaš in izpolnjuješ blagoslove in moje želje. In ne samo z njim, jaz bi rekla, da se dosti pogovarjam z neko energijo, ki sploh ne morem dati imena, ampak dajmo reči, da je to Bog. Torej, energija ali Bog, to si že na začetku rekla, da si od nekdaj bila zelo povezana s tem. To pomeni tudi, da obiskuješ, ne vem, ob nedeljah hodiš v cerkev in tako naprej, ali imaš drugačne pojme glede Boga kot takšnega? Jaz ne hodim, jaz nisem zdaj neki, veš, da rabi biti to po regulah, tako kot bi lahko rekli, po regulah, ne. Jaz grem takrat, ko čutim, da rabim iti. In najraje grem takrat, ko ni ljudi, tako da zagotovo ne ob nedeljah. Ampak jaz si vzamem cajt, da je to kjerkoli. Ali grem v bistvu na pokopališče, ali se ustavim z avtom nekje na strani ceste, ali grem na balkon in gledam na obalo. Ne vem, kjerkoli je to lahko. Ljudje si ful preveč damo neke okvirje, kje in kdaj rabimo biti, da se nekaj uresniči, a v bistvu sploh ni tako, ne. Mi smo hodeč organizem in vsi smo povezani med sabo. Hočeš, nočeš, tako da si lahko čisto vsakič vzameš sekundo, da se tega zavedaš.
če bi želele, bi lahko to naredile tudi zdaj v resnici. Definitivno, Je ja. čisto vseeno, Ja, ki je ja, ja. človek in s kom v resnici je. Ne? Če začutiš, da je to možno narediti, pač narediš in se povežeš na kakršen koli način pač že. Ne? Ja. Vseeno me pa zanima, a je to nekaj, kar ti je bilo recimo dano v primarni družini, si že recimo od majhnega na tak način odraščala, ali bi rekla, da je to nekaj, kamor si se tudi sama malo zatekla takrat, ko ti je bilo, ne vem, najtežje v otroštvu. Se pravi, ta neka duhovnost, pa potem kasneje delo na sebi in tako. V bistvu od malega mi nikoli nismo bili zdaj, da bi se držali nekih pravil, kar se tiče vere. Ampak vem pač, moja babica me je naučila moliti, smo šli kdaj v cerkev, ampak ni bilo to pri nas tako, veš, da bi bilo striktno. Jaz sem samo to vedno ful spoštovala in spoštujem vse vere. Jaz mislim, da je to nekaj, kar je prav, da ljudje imajo. Zdaj institucija sama kot institucija, včasih se ne strinjam, ne? Ampak mislim pa, da je to kot nekaj, da ti v nekaj verjameš in da veš, da je nekaj, kar je močnejše od tebe in tega trenutnega eksteriornega stanja tlele, pa se mi zdi ful pomembno. In ja, vedno, ko mi je težko, se zatečem k temu, da se pogovarjam z nečim, kar sploh v bistvu na nek način ni vidno. Ker energija ni vidna in aura ni vidna. Mislim, se trudim zaznati auro, ampak v bistvu čisto sam pri sebi rabiš se zavedati, da od tebe nekaj gre, neka frekvenca, tako kot muzika. To je vse neko valovanje, ki ga sploh ne zaznaš in ne vidiš s prostim očesom, ampak čisto zares pa je tam. In tudi v muziki so se spremenili herci. Ne? Zdaj točno ne bom govorila kiri, ampak ni več ista frekvenca. In si rabiš pustiti, da tvoja frekvenca, bodi si telesna ali duševna ali glasbena, da širi neko in oddaja neko energijo. In tako tudi te ljudje pol lahko začutijo na drugačni ravni. Ne? Ker če imaš konstantno to fasado izven svojega interiora, torej da ne pustiš, da gre to ven, potem čisto zares pač si samo v možganu je v nekem telesu, namesto da probaš to razširiti. Ne? S tem pa dejansko lahko zasidraš vseh nekomu dejansko v podzavest, ne? Ja. S vsemi temi stvarmi, ki jih sama zdaj opisuješ, ne? Ja. Je več kot konec koncev. Zagotovo. In mi na tem zahodnem svetu mogoče premalo vemo in se pogovarjamo o tem, koliko dejansko je to močna zadeva. Ker koliko stvari z našo podzavestjo uravnamo. ja, mislim, zagotovo je razlog, da obstajajo templji in ljudje, ki celo življenje posvečajo temu in se znajo izogniti bolečini zaradi tega. A te je kdaj zamikalo, da bi šla, ne vem, Bali in bi tam raziskovala stvari? Zagotovo, samo nimam tega trenutno časa oziroma ne vzamem si ga, ker sem ful ujeta v tem, da res hočem šopati in delati, ker se trudim imeti neko družino in hočem biti, ne vem, mlada mamica in preprosto pač pri nas je vedno bolj tako, da moja generacija res rabi trdo delati, da bi si lahko privoščila nekaj, kar je včasih bilo bolj dosegljivo. Tako da trenutno mi žal to ni dano v kartah, ampak definitivno me mika. Ti ni dano v kartah. Ja, ne. Si tudi ena od redkih, verjetno lahko rečem, ki torej si glasbenica, pa hkrati odprto javno govoriš o svoji homoseksualnosti. Kdaj bi rekla, da je bil tisti trenutek, ko se spomniš mogoče trenutka, ko si rekla, ne bom tega skrivala? Ja. Se to lahko zgodi kot trenutek? Ali je to neko sesledje večjih trenutkov? Je bilo. Po tatijevi smrti sem izdala komad Brez milosti kot neka samoizpovedna pesem, ki je čisto zares bila ful jezna, ker takrat sem bila ful jezna na cel svet. Tega ne morem reči, da nisem bila. In sem rekla v komadu, da ti pička je zategnjena, z mano se je sprostila, nisem jaz ti kriva, da sem boljša kot mamila. In pa gre, in če je mala huda, pa pokličem njeno mamo, ker očitno vse te vaše ženske tekajo za mano. V bistvu lih obratno je po vrstnem redu. Ampak no, point je bil tle, da sem povedala to
na tak način kot pač stresla sem dol sebe, ker jaz nočem nikoli dajati poudarka, kako pa je meni težko, ker pač to je life, to sem jaz in zdaj ne bom se jaz ozirala tle, kako je meni težko, ker če bom samo tako gledala in skozi to prizmo, da je nekaj težko, pol pač tam ostaneš, ne? To sem jaz, to je to, ne maram delati bava iz tega, zato tako tudi pač odprto povem to, veš, ne bom tega skrivala, ne bom pa zdaj o tem ful palamudla, pač to je to, povem, gremo dalje. To je to, ne? Ja. Ker se mi zdi, da delati iz muhe slona je brez veze, še posebej, če sam delaš iz muhe slona, pol ni čudno, da bodo tudi drugi delali slona iz tega. Ja, ker se mi zdi, da nekaj je, da o tem lahko normalno govoriš, če te kdo nekaj vpraša, nekaj drugega je pa potem, ko je že skoraj da mogoče na meji propagande oziroma, a ne? To se mi zdi, da včasih je kar tanka meja, pri kom lahko, no, sej. Itak, mislim, se bodo ljudje užgali na marsikaj, jaz to samo povem, zato ker pač to je moje življenje, to je to, ampak zdaj o tem nekaj jokala in razglavljala ne bom. Ker... Pa tudi konec koncev, zakaj bi jokala? Ja, to, mislim, zakaj bi, če je to nekaj normalnega. Če jaz v to verjamem, da je to nekaj čisto vsakdanjega, kar tudi je, ne vem, zakaj bi tle zgubljala sapo. Zdaj, rekla si, da zdaj se bom spet ponovila, no, ampak da je oče bil tisti, ki te je pač podpiral toliko bolj ali pa da si imela to malo potuho pri njemu. Se spomniš tudi trenutka, ko si sama pri sebi vedela, da je spolna usmerjenost takšna in zdaj bi bilo pa fajn mogoče, da jaz to tudi doma skomuniciram. Ja, jaz sem to ful mlada vedela v bistvu. Govoriva v katerih letih? Pri 6. Aha. Pri 6 sem že vedela in pri 13 sem povedala način? Doma. Na kakšen način, tako da pač, so mi bile všeč punce. In da tudi fanti so lepi, veš kaj mislim, jaz to vse tako vidim, samo nikoli ni bilo tega iz moje strani, veš, ko si prav zatreskano, ne moreš jesti, ne moreš spati. To pač se mi je dogajalo na tej drugi strani in se spomnim, da sem tatiju tudi prvemu povedala. Aha. In on je ful sprejel, tako, ful normalno, top. Se vidi, da si moja hči. Ja, tako. Kaj pa pri mami? Mama je tudi dobro sprejela, ampak ona je bila tista, ki je sprva rekla, da je to faza. Da bo minilo. Njej sem, da sem jo olajšala stvar, rekla, da sem kao biseksualna in je rekla, ne, kao to je samo faza in pol pač čez čas je poštekala, da... V bistvu sem pol prišla do nje, sem lavno, veš, ki sem ti rekla, da sem v bistvu, hotela sem ti olajšati situacijo. V bistvu ni tako, ne, pač sem striktno na enem spektru. Ampak ne, doma so ful sprejeli, babica je tudi takoj sprejela. Hvala Bogu, imam to srečo, ki je nimajo vsi, da so moji doma ful bili liberalni in tako vedno smo bili malo bolj... taka hippie culture v stilu sprejemanja vsega in nič ni tabu in ljudje smo si različni in to je lih lepo, ne more biti vse črno-belo, ker kje so pol barve, ne, tako rabimo biti barviti in doma je bilo vedno tako, da pač ni bilo to neki kar da si imela tudi recimo ful tremo povedati in tako naprej, ne? Mislim, da to imaš, ker te svet pripravi, da rabiš imeti. Ampak ne zaradi tega, ker bi jaz imela, ampak je bilo oh shit. Če jim jaz zdaj to povem, kako bo, samo zaradi tega, ker čuješ ogromno grdih zgodb. In valjda, če veš, da si pol malo ne vem, bereš, se pogovarjaš z ostalimi, ki veš, da so že avtani, so starejši od tebe, ti govorijo svoje zgodbe in pol dobiš neke ideje, kako bo, še preden sprobaš. In veš, to je mogoče tako, isto kot nek strah pred, ne vem, čimerkoli, ne vem, vožnjo, veš. Dok se sam ne usedeš za volan in probaš speljati, ti bodo eni rekli, to je ful bala, eni ti bodo rekli, to je najboljša stvar na svetu. Tako da praviš... Ta prepričanja, ki jih imamo kar vnaprej, ne. Prej sem še dodala k temu, da se pravi ne samo ženska reperka, ampak še z obale, pa se potem nismo nič tega dotaknili. A ima to sploh kakšen plus ali minus pri recimo nekem glasbenem ustvarjanju, pri tem, da žanješ uspehe in tako naprej, glede na to, da pač na obali težko zdaj zdaj bom zelo krivična, vem, da sem, ampak težko zdaj v sekundi naštejem 15 izvajalk z obale.
Izvajalk. Ja, ženskega spola. Ja, veš, ker tle, naprimer, pri repu je ogromno izvajalcev, ne? Tako, izvajalk, ok, ni toliko, ampak čisto zares, jaz nikoli nisem to gledala tako, a pa se je načla s tem, koliko je izvajalk. Čisto zares, jaz sem bila z ekipo, mi smo hodili okoli po celi Sloveniji, to je bila vse Obala crew. In še zdaj pač Obala je the best, Obala je the shit, kar se tiče repa, ker je najbolj valovit slang in najbolj spevno narečje je. Tako govorimo o širokih ejih in ajih in vse tako. Melodika, verjetno. Melodika ima veze in mislim, da je primorščina ful tako kompatibilna z hip-hopom. Ma z vsemi žanri muzike bi jaz rekla. Ampak mogoče to je tako, zaradi tega, ki pač imam ful rada Obalo. Mogoče to gledam bolj preveč subjektivno. Se pravi, bi težko pristala na to, da bi recimo zaradi, ne vem, dajva reči ljubezni, se mogla preseliti v Ljubljano. Sem se. Aha. Sem In 3 koliko leta si živela v trpela vmes? Zato sprašujem. Ne. Mislim, ker ponavadi zdaj sem je nazaj tako. na Obali, Ja. to ti je lahko odgovor. Ampak ne, lej, Ljubljana je tudi top, zato ker si non-stop v centru dogajanja, ne. In če se nekaj dogaja, lahko vse v enem dnevu rešiš, pa še žurat greš. To na Obali je malo težje vse izvedljivo, res se ogromno vozim. Še posebej zdaj, ko pač je album in dok sem delala album, o moj bog, jaz toliko kilometrov naredim, da to je nerealno. In res ne vem, zakaj sem si kupila bencinca. Ampak tle sem, ne, in ne bi menjala Obale za nič, ker mi da ta mir in da mi to sonce, tudi po zimi. Čeprav zdaj ste imeli malo več megle kot v Ljubljani. Dobro, ok, en teden. Ni hudo. Če se spomnim, kako je bilo v Ljubljani, ko sem bila tako, ne vem, če sem bila kdaj bolj bleda v mojem življenju. Pa sem še zdaj nazaj pridobivam, veš. Kar je bilo minusa. Ja, primanjkljaje. Avgusta, ne. Junija lani sem prišla nazaj in sem si začela urejati stanovanje in tako počasi delam na temu. Imaš občutek, da ko te 3 leta ni bilo, mislim, dobro, se verjetno si hodila pač tudi vmes kaj, ni zdaj, da nisi bila čisto nič več povezana z Obalo, ampak tako se je kaj spremenilo v teh 3 letih, da ti je tako očitna razlika, ko si prišla nazaj? Najbolj mi je v bistvu, ni bilo niti, ne bi rekla, da je razlika na Obali, overall v zadnjih 3 letih. Sem ful pač za 4 stenami, ker ne vem, biti mlad podjetnik danes in glasbenik in jaz mislim, da je to lahko kjerenkoli poklicu, ampak se hitro zaciklaš v to, da si ful samokritičen in da vsak dan delaš in glede na to, da sem jaz sama svoj šef, si včasih premalo časa vzamem za neko socialno življenje in se trudim to spremeniti, ampak veš, pride poletje, so koncerti, takrat je še največ časa, ker imaš čez vikend koncerte, pol čez teden lahko greš kaj ven, ne vem, greš na plažo, tam se srečaš s frendi, pol pa pride jesen, ko delaš za nazaj in pišeš komade, pol pride zima, ki smo itak vsi zaprti na Obali, še posebej pač po zimi je dead, in pol je spet spomlad, ko se pa pripravljaš na to, da rabijo priti novi projekti ven, vsaj jaz na to tako gledam, da se malo premikam po sezonah in pa si spet tam, ne. Tako da se trudim ujeti nek ritem, še posebej odkar sem zdaj podjetnica, da handlam vse aspekte življenja, ker veš, si mlad in te hitro nekaj zanese, a rataš malo preveč perfekcionist, preveč zabuljen v delo in to, da pač samo da delaš in haraš in je včasih too much in pol imaš obdobje, ko se preveč umakneš od tega in pol rabiš za nazaj, past v tempo. Tako. Nisi imela še, to sem zelo čudno začela, še nikoli nisi imela in tudi upam, da ne boš imela kakšno izkušnjo s tem, da je pa bilo dela preveč. Torej, rahle te, vem, da je to zdaj zelo moderno sicer reči, izgorelost, ampak obe veva, kaj s tem mislim. Se pravi, da pride nek
trenutek v življenju, ko pa je bilo vsega preveč? Čisto zares, meni moji prijatelji dostikrat rečejo, tako na tedenski bazi dobim kakšno sporočilo od kakšnega frendice, pač pazi stara, da ne boš pregorela. Ampak jaz sem malo workaholic in mogoče si dajem potuho, ko rečem, da je vse v moji glavi. Tako da jemljem si čas vsak dan za šport, zato da sem v formi in da imam kondicijo in da imam vsaj 2 ure na dan, ko res malo probam zonati out in trenirati in delati na temu, da mogoče nisem toliko v samem temu kreativi, čeprav tudi zdaj, zadnje 3 mesece, odkar treniram, vsak dan poslušala komade, kje je napaka, veš kaj mislim, tako niga dneva trenutno, da bi se ustavila, še posebej ne zdaj, ko je album je ludnica, to je noro. Pač, veš, pa se pripravljam na Kino Šiška, pa plesalci, pa šov, pa še vedno rabim biti na pol računovodja, pa na vezi z računovodjo, pa pa tretje, pa merchandise treba narediti, pa treba narediti grafike, pa je treba narediti videospot. Tako, ogromno je dela v muziki, zato pa tudi ni toliko mladih v muziki, ki so sami, da res toliko handlajo in totalno štekam, ker je fuknjeno. In zdaj se v bistvu tudi ti že mečke naučiš, da kakšne stvari prepustiš komu drugemu, vsaj za malo, ne? Sej imaš pol kontrolo ti, ampak vseeno, da pač kakšne stvari vendarle mogoče ne ravno prepustiš, ampak malo podeliš, no? Da še kdo kakšno drugo stvar naredi za tebe, ne? Samo pol se še učim, da nisem mikromanager, še vedno vsega, ne? Ampak kot umetnik se mi zdi, da rabiš biti malo mikromanager, ker vse sloni na tej kreativi, ki jo primarno ti ustvarjaš, tako da rabi biti vse v neki pravi podobi, v nekem ta pravem, ne vem, zdaj, če bi govorili, da sem jaz Viola, ne more una stvar biti rdeča, veš, to, na nek tak način, ne. A si imela kdaj v tem svojem procesu do zdaj občutek, da te je kdo kdaj želel pa malo spremeniti? Ja, ampak tega se ne bi dotikala oziroma izpostavljala, kdaj, kdo. Pač važno je, da sam pri sebi znaš to razbrati. Ful sem se naučila v zadnjih 3 letih, da znaš kdaj izgubiti na nekih področjih, ki niti niso toliko pomembna, ampak nek lasten jaz, še posebej, ko si mlad in ko šele začenjaš nek ta poslovni svet kreative, kar je ful zanimivo, ne. Pač poslovni svet v nečem, ki je korporacija, je malo drugače kot poslovni svet kreative, kjer dejansko za vse rabiš odgovarjati. In če prepustiš, kot si rekla, in rečeš, evo, izvoli, proste roke, potem si ti še vedno podpisan po to. In imaš nekoga rad, hočeš nekomu ponuditi neko luč in čisto zares potem v bistvu sam sebe malo zafrkneš na nek tak način. Zdaj, omenila si parkrat že album in danes je en poseben dan za tebe in sem prav vesela, da sva... Danes je zunaj. Ja, da sva na današnji dan skupaj, danes je zunaj, verjetno, ko pride tak dan, ko se to zgodi po tolikih mesecih dela, kaj čutiš danes vse noter? Feeling je nerealen, veš, ker toliko časa delaš za neki in potem je to kar zunaj in je tako nek release, kamen iz srca se ti odvali, veš, ko toliko časa posvečaš temu, da je vse tako, kot hočeš, da je toliko izpovedno in toliko enih osebnih stvari poveš in pol to daš v svet in si tlele je. Naj se zgodi, kar se mora. Ja, ponosen si, definitivno, ker veš, da pač je bilo ogromno enega znoja, ene krvi in solz v to dano in gledaš na projekt pol vedno za nazaj z nekim ponosom in tako. To je kot nek otrok. To je kot da res daš otroka na svet. V katerem delu ustvarjanja albuma bi lahko izpostavila, da je bilo največ solz? Zdaj,
v temu? Največ solz je bilo, ko sem pisala komad Plavaj, ker je grozovit komad in grozovit tekst, ki se dotika teme, katere se dotika, za vse, ki niso poslušali oziroma ne. Komad govori o posilstvu in govori z vidika sprva, pač to se vse dogaja v eni noči, ne. In najprej Pija, ki jo spremljamo, potem je refren, potem je Ava, jo spremljamo in potem sem jaz z njima v tem avtu, ki smo vse ugrabljene in zletimo z ceste in umremo in smo še posiljene po smrti in je tako najbolj grozovit tekst, ki sem ga napisala v mojem življenju. In dejansko sploh ne vem kako, ker jaz nisem imela nobene misli, da to rabim napisati. Jaz sem se samo zbudila in dobila eno podlago in ura je bila tako 9 zjutraj in jaz sem samo solze so začele liti in jaz sem pisala to zgodbo na ta list papirja in oh my god, to je bilo tako vse napisano v enem dnevu, v par urah in jaz nisem mogla iti čez to, kaj je steklo ven iz mene. Tako da to je bil najbolj grozovit del ustvarjanja tega albuma. Ostali so bili dokaj zabavni ali pa tako, tudi če so težki teksti, kot je na primer Recept, sem ga gledala s ponosom za nazaj, ker vem, da govorim o nečem, kar sem že prebolela, ampak samo zdaj s to pesmijo dajem štampo, da sem to prebolela oziroma to pa je pač zgodba iz mojega vidika. Medtem ko Plavaj se dogaja in se bo še dogajal in grozovito mi je bilo to, ko sem to pisala, mi je bilo fuck. Kako človek sploh pomisli na to, da bo napisal takšno zgodbo? Koliko tebe je v takšni zgodbi noter? Ja, ful mene, ampak ne razmišljaš o tem, da ga boš napisal, pač napišeš ga. Ker se zgodi, ko se ima za zgoditi, ko si pripravljen o teh stvareh govoriti. In marsikdo ni pripravljen cel life govoriti o teh stvareh, tako da meni je bilo ful emocionalno, ker na nek način sem tudi en del sebe s tem komadom tako razkrila. Se mi zdi, da vsaka ženska, ne bi si želela, da vsaka, ampak velika večina, dajmo reči, velika večina žensk se v življenju sooča z neko spolno zlorabo. Zdaj, do katere meje to gre, ne. Eni imajo hujše zgodbe, eni imajo malo lažje, ampak čisto zares tako, jaz ne vem, če poznam eno žensko, ki ni v življenju imela problema s tem, da bi bila ali dejansko spolno zlorabljena, ali da je bila prisiljena v nekaj, kar ni hotela, ni bilo tako grozno, ampak kakorkoli, ali je to neko verbalno nasilje, pa imamo tudi fizično, ne. Ko recimo si napisala besedilo, torej tekst, ko se je izlilo iz tebe tako v besedah kot solzami, ali pride potem vseeno do trenutka, ko pri taki pesmi rečeš, a bom res ta del sebe razkrila, dala ven, ker dejstvo je, če te prav razumem, opisuješ del neke svoje zgodbe, torej da imaš na žalost sama tudi neko takšno izkušnjo. Ja. In glede na to, da velikokrat poudarjaš, da v pesmih dejansko daješ ven svoje zgodbe, sebe, koliko je potem tistega cmoka v grlu bi, ne bi? Čisto zares sem imela sama pri sebi vprašanja mislim, a bom res to dala v svet, in moj odgovor je takoj bil ja, sama sebi, ker to ne delam, ta komad specifično ni zaradi mene, ker če bi se šlo zaradi mene, bi pač jaz ostala tiho. Ampak ta komad je za vse, ki si ne upajo in to držijo v sebi in trpijo v tišini. Si zaradi te izkušnje kdaj poiskala pomoč? Čisto zares je muzika moja največja pomoč in je vsakodnevna terapija. Najdem pomoč tudi v drugih artistih, definitivno, ki imajo neke podobne izkušnje. Pri meni ni bilo tako, da
vedno sem bila nekako močna v stilu, da sem se znala boriti nazaj, tako da ni tako grozno in dobesedno, kot je naprimer za kakšne druge, ne. Tudi si se stepla, če je bilo treba? Ja, definitivno, ja. Hvala Bogu imam to moč in sem, kot pravim, v neki formi, da se znam zaščititi, se znam braniti in mislim, da je pomembno, da o teh stvareh govorim, zaradi tega, ker nimajo vse te sreče in tudi težko je kot ženska imeti to moč. Še posebej, ko si mlada, ko si najstnica in imaš feeling, da kaj pa zdaj, kaj pa da naredim? Rabim se vdati. Ne se ne rabiš, ne. Če bi v tem trenutku recimo lahko nagovorila mlade punce, ki naj jo poslušajo, kaj bi jim sporočila? Da grejo skozi life brez milosti, da stojijo za tem, kar so, da stojijo za svojimi izkušnjami, ne glede na koliko grde in naj to nosijo ponosno, naj grejo naprej z glavo dvignjeno gor, da se ne probajo utišati in da tudi v prostorih, kjer načeloma ženski glas ni tako spoštovan ali sprejet, da si ga vzamejo, da zavzamejo prostor, da se ne pomanjšajo zaradi tega, ker bi bilo pričakovano, da se pomanjšajo, ampak da se zavedajo, da lih to, da se ne vsakodnevno, korak za korakom spreminja neko realnost in neko pričakovanje. Tako da jaz mislim, da je to najpomembnejše, da se zavedajo svoje unikatnosti, da ne rabijo biti perfektne, kot so začele. In perfekcija je v bistvu perfekcija in vsaka življenjska izkušnja, vsi imamo drugačne in govoriti o njih oplemeniti tudi mene, ne? Oplemeniti life vseh nas. Če bi si ljudje upali govoriti o vseh stvareh, ki so nas izkusile malo bolj ranljivo, tako kot sva prej rekli, ne? Nisem šibka zaradi tega, ampak sem močnejša zaradi tega in tudi kot družba bi bili potem močnejši. In mogoče tudi to, ne, da zdaj sem dobila asociacijo, da če spregovoriš na glas, ne, ko si prej rekla v prostorih, kjer se kao to naj ne bi pričakovalo, ne, da to še ne pomeni, da si zaradi tega aroganten ali pa vzvišen, ne, kar se mogoče prevečkrat pomešajo te. Ja, jaz mislim, da če je vse povedano v nekem spoštljivem načinu, čisto zares tisti, ki te potem pokliče aroganten, ima sam pri sebi problem. Kako težko pa ti sprejmaš povratno informacijo? Kako si s temi stvarmi, S kritiko misliš? Ja. Z veseljem. Aha. Mislim, daj mi jo. In če je povedano na spoštljiv način, na nek način, ki je umiren, da jaz lahko diham vmes in da dejansko pač razberem tudi med niansami, če je to grdo povedano ali kakorkoli, definitivno sem vedno pripravljena dobiti kritike, če ne bi delala tega, kar delam, ker bi se domače rečeno usrala tega. Dosti folka pač ni pripravljenih dobiti kritike in zaradi tega včasih tudi odnehajo in se utišajo. Ampak pač kritike bojo in ti se odločiš sam pri sebi kot individualen človek, koga boš poslušal in koga ne boš. Na vse zadnje se vedno to ravna po svojih lastnih vrednotah in moralnih načelih. Torej, če je kritika taka, ki ima totalno na mestu neke vrednote in moralo in jaz lahko pač rabim biti dovolj zrel človek, da to prepoznam in da to sprejmem, probam to spremeniti. Če pa je neka kritika, ki kritizira nekaj, kar sam pri sebi veš, da ni res, a pa nima moralnih in enakih teh vrednot, kot jih imaš ti, potem ne rabiš tega sprejeti. Seli zaradi tega smo si drugačni, ne? Nekdo me lahko obsoja zaradi tega, ker govorim o temu, da sem, ne vem, lezbika ali karkoli takega. To se križa z mojimi moralnimi vrednotami, ne? Ker za moje pojme tle ni nič narobe, jaz mislim, da ljudje rabimo biti taki, da pač vemo sami pri sebi, kaj je naša realnost in če se tvoje mnenje in tvoja kritika sovpada z mojo realnostjo, samo da jaz še nisem dovolj zrela, da to prepoznam, potem to bom sprejela. Če pa je nekaj, kar se ne sovpada z mojim načinom razmišljanja, pol pač jebi ga, se ne strinjamo in tudi tle je cool, ne moremo se vedno strinjati z vsem. Točno to. Hkrati pa verjamem, da se iz kakšne takšne kritike lahko zelo veliko tudi sama naučiš, kakšne stvari narediš zaradi tega, kdaj drugič drugače.
Ampak Kino Šiška je pa nekaj, kamor se vračaš, kar je nekaj, kar v bistvu tudi, če so bile kakšne kritike, vem, da pri tebi, perfekcionistki kot si, bo tam vse tako, kot mora biti. Ja. Do neke mere, do tam, kjer imaš ti vpliv. Plus to je umetnost, ne? Ja. Tako da, če kritiziraš, pač tle mi res visi dol, ker vem, za čem stojim, vem, kaj hočem dostaviti kot umetnica, kot performerka in čisto zares. To je moj oder. Kaj pričakujemo lahko tam? Kaj pričakujete lahko, Kino Šiška? Prebrala sem nekje, zdaj ti bom položila malo besede, zato ker mi je bilo zelo všeč, da bomo vstopili v prostor, kjer bo vulkan in izstopili bomo kot lava, nekaj takšnega, tako nekako si zapeljala in mi je bilo tako, ta prispodoba mi je naredila celo vizualizacijo, kaj vse se lahko zgodi. No, zdaj veš, ne? Album se kliče Lava in v bistvu je to v mojem srcu bil kot neka razpoka in izbruh neustavljive sile in kreative in ljubezni, ki se je ponovno rodila, tako kot se ponovno rodi lava, ko vulkan izbruhne svojo energijo, ki jo je nakopaval toliko časa. In se mi zdi, da v Kino Šiški, mislim, če to povežem zgodbo lave, in tudi jo bom, lahko gledalec pričakuje v bistvu zgodbo, ne samo koncert, ampak vmes tega repa in te surovosti in ludnice in plesalcev, inštrumentalistov, DJ-ja in mene, ki pač sem eksplozija energije na odru, lahko pričakujejo tudi to katarzo čustev in neko teatralnost. Hočem narediti neko zgodbo in te popeljati skozi akte, skozi runde tega, kako v bistvu vsi živimo sprva tako malo, veš, si mlad in je eksplozija energije in potem se malo umiriš, malo te svet hoče potunkati, te popihajo, da nisi tako vroč, ne, ampak prej ali slej pač poči spet in v bistvu hočem pokazati to zgodbo tega, kaj je lava, ki je ta album, pokazati to neustavljivo silo in katarzo, izbruh, ali je to jeza, ali je to ljubezen, ali je to žalost. Gledalec in fan, ki pride v Šiško, lahko od mene pričakuje najboljši šov. Zaradi tega, ker jaz v svojo lastno organizacijo in v svojo produkcijo dam lahko maksimum, lahko dam več kot 200%. Rekla bi, da vedno, ko grem na oder, dam 200%, no tleh bom dala 1000, ker je vse na meni. In na produkciji, ki grem z Markom Pircem, ki tudi delam videospote in skupaj delamo zdaj Kino Šiška. In vse je na tej kreativi in se ful lahko izražam drugače, kot bi se lahko, če ne. Veš, ni omejitev, razen te, ki si jih postavim sama. Tako da tisti, ki so zares ljubitelji moje glasbe in mojih koncertov, lahko pričakujejo to, da bom dala še več in da bodo določene stvari, ki bodo samo v Kino Šiška. Ne. Pol itak sledi turneja, ampak čisto zares predstavitev lave bo ta izbruh, ki rodi pol to novo rojstvo te muzike in turneje, ampak na noben drug oder ne morem pripeljati tega, kar lahko pripeljem v Kino Šiška. In zdaj ti dajem prostor, da povabiš vse, ki naju gledajo, zakaj naj pridejo. Ok. Dragi gledalci, prvo hvala, da ste poslušali ta podcast. Z vami sem Lama Saja in vljudno vas vabim 7.5. v Kino Šiška Ljubljana na predstavitev drugega solo albuma z naslovom Lava. Pejte poslušati album, zunaj je, komaj čakam, da se vidimo, kart zmanjkuje, ali pa jih celo ni več, zdaj ko prije to ven, ne vem, ampak pejte po svoje. Se vidimo tam. Hvala tudi tebi za obisk v studiu, lepo mi je bilo. Hvala, draga, super vprašanja in upam, da kmalu spet poklepetava.